Ob mednarodnem dnevu žena so se slovenske evropske poslanke in poslanci zbrali v hiši Evropske unije, kjer so javnosti predstavili pomembnost usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter posebno pozornost namenili kariernemu napredovanju žensk. Vsak teden se sicer zberemo, naj bi se zbrali poslanci tukaj, ampak danes je pa ena posebna priložnost, vendarle pred vrati praznik, dan žena. In ne glede na to, da že ves čas stopamo po poti večje enakopravnosti moških in žensk, še vedno nismo dosegali tistega cilja, da bi bili popolnoma enakopravni. Zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških je ena izmed pomembnih vrednot Evropskega parlamenta. Kljub temu, da so ženske v Sloveniji bolj izobražene od moških, obstajajo tako v plačilu kot zastopanosti na vodilnih položajih precejšnje neenakosti. Jaz bi si iskreno želela videti več žensk v politiki, več žensk v gospodarstvu, predvsem mislim tu na vodilnih položajih. Nažalost nas je še vedno premalo in nažalost je še vedno dejstvo, da če ne bi imeli kvot, ko gre za vprašanje volitev, ne bi bilo niti tretjine poslank v Evropskem parlamentu, pa verjetno še v kakšnem drugem nacionalnem parlamentu ali pa tudi vladah, kjer so ženske slabo zastopane. Največje težave se mi zdi, da se pojavljajo zdaj, kot je bilo prej statistično prav ugotovljeno, da imamo večji delež študentk, še druga statistika je zelo nazorna, da jih tudi več konča kot fantov, ker so bolj pridne pri študiju. Je pa to seveda permanentna borba, ki nekako kaže, da oba spola nekako iščeta svoj prostor pod soncem, pri čemer statistika govori v prid moškim. Zato pa je potrebno, da se o teh stvarih odkrito pogovori, da si oba spola prizadevata, da do te enakopravnosti pride čim prej v čim bolj ustrezni obliki. Da bi opozorili na ta vprašanja in nazorno v praksi pokazali, kako pomembno je, da ženskam in moškim v naši družbi omogočimo enake možnosti, so se evropski parlamentarci mimoidočim dokazovali v različnih domačih opravilih. Danes sem pa morala prepoznavati recimo orodje. Sem se ukvarjal predvsem z pranjem in z poznavanjem nekaterih drugih veščin, ki bi jih nekateri pripisali samo enemu spolu, ampak kot rečeno, tudi kuhanje goveje juhe je lahko sprostitev. Čestitka ob dnevu žena in kot sem se že prej pohvalil, da sem včeraj resnično imel na 2 uri apartma čisto popoldan. Sem tudi za ženo hčero, snaho in pa vnukico darilo kupil, tako da to sem že poskrbel. Mogoče bi se mogli še večkrat pomeriti o takih dnevnih veščinah. Mi je bilo všeč gledati vaju, ko pereta. Drugače pa mogoče samo ob dnevu žensk nam želimo sem, da smo res delamo skupaj, smo pogumne, smo drzne in smo prava proti utež v družbi tudi moških.